Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana. Dobar dan, lepo pozdravljeni o poslušanju skupne oddaje, ki jo mesečno pripravljamo v sodelovanju programa Ars Radia Slovenija, Radia Trsta in slovenskega sporeda ORF v Celovcu. Kultura spominjanja z nesorazmernim nasilnim posegom na antifašističnem taboru pri Peršmanu konec meseca julija bo srčika tokratne skupne oddaje. V tržaškem studiu pozdravljam profesorico in raziskovalko lokalne zgodovine Marto Ivašič. V Slovenskem državnem liceju Franceta Prešerna je skoraj 4 desetletja poučevala zgodovino in filozofijo. Dobar dan. Dobar dan, pozdravljeni. Gost v Ljubljani je Janez Strgar, profesor zgodovine, upokojeni strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in med drugim skoraj pol stoletja odbornik in nekaj časa podpredsednik Slovenske matice. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem. Na Inštitutu za humanistične vede in kulturno izobraževanje na Pedagoški visoki šoli je zaposlena Eva Hartman, podpredsednica društva Peršman. Ob tem 5 let sooblikuje delo pobude Skupno ohranimo spomin. Dobrodošli. Pozdravljeni, dober dan. Dežela Koroška je letošnje leto razglasila za leto spominjanja. V oči bode razstava Hinšavn. Poglejmo, v slovenskem jeziku v Deželnem muzeju vodi znanstvena sodelavka Sara Pan. Tudi Saro Pan, lepo pozdravljam v Deželnem studiu Celovcev. Lepo pozdravljeni gostje v Ljubljani in v Trstu, lep dober dan poslušalkam in poslušalcem, ki so z nami. Za nemoten tehnični potek skrbi tonski mojster Bernhard Engel, prijetno poslušanje želim Miha Pasterk. Ko je vabila koroška slovenska umetnica Nataša Senčnik nedavno na Dunaju na diskusijski večer o konfliktnih dinamikah z vidika spominske kulture, navezujoč na policijsko racijo pri Peršmanu, je socialni psiholog Daniel Vuti z Inštituta za humanistične vede in kulturno izobraževanje izrazil upanje, da bi iz dosedanjega razpleta mogoče črpali pozitivno energijo. Kakšen bo nazadnje resničen razplet, bo konec koncev odvisno od napovedanega zaključnega poročila posebne komisije avstrijskega notranjega ministrstva. Pričakovano konec meseca septembra je bilo na to umestno. Stranka Zelenih z državno poslanko Olgo Foglovo, govornico za narodne skupnosti, je 2 dni po dogodku pri Peršmanu naslovila na notranjega ministra Gerharda Karnerja iz vrst Ljudske stranke parlamentarno vprašanje. 15. oktobra pa je bila policijska racija pri Peršmanu tema kresanja mnenju v državnem zboru na Dunaju. Notranji minister Gerhard Karner je napovedal, da bo zaključno poročilo posebne komisije objavljeno konec tedna. Državna poslanka Olga Foglova pa je ob tej napovedi ocenila: Naše pričakovanje tudi po debati, kateri smo lahko sledili, so dejansko velika, kajti ta komisija ima priložnost, da bo dala jasna priporočila in s tem bo moral notranji minister, bo moral tudi deželni glavar Koroške Peter Kajzer, ampak tudi okrajni glavar Velikovca dejansko premisliti, kakšni bodo naslednji koraki in kakšne so konsekvence. Kajti razvidno iz parlamentarne debate je bilo, da brez konsekvenc in samo poročilo komisije to bo premalo. Stališče stranke Zelenih in vaše osebno od začetka po vložitvi parlamentarnega vprašanja 29. julija je bilo, da je poglavitni namen in cilj, da stvari v javnosti ne bi prikrili. Na vsak način tudi to je bil vzrok, zakaj sva s kolegom Lukasom Hamarjem to kratko debato spravila tudi na dnevni red seje državnega zbora, ker se nam zdi pomembno, da tudi javnost in da tudi avstrijski parlament diskutira o teh dogodkih in tudi sledi nadaljnemu razvoju. In kot drugo, vemo, brez vsega tega pritiska, ne političnega in tudi brez tega pritiska, ki je prišel zaradi široke solidarnosti različnih ustanov, ki se ukvarjajo s spominjanjem, s kulturo spominjanja, politiko spominjanja. Brez vsega tega do teh korakov notranjega ministrstva nikoli ne bi prišlo. Tako da vidimo, da je pomembno, da ob takih dogodkih,
ki so zelo resni, kako pomembno je, da pride do pritiska in da se je tudi vključila Republika Slovenija. Državna poslanka Zelenih Olga Voglava je poudarila pomen vključitve Republike Slovenije v celoten razplet. Kako gospod Janez Strgak kot profesor zgodovine in upokojeni strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja ocenjujete odzive z najvišjega vrha navzdol, so res odločilno vplivali na meddržavne odnose ter na prijateljsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in deželo Koroško? Je bil pritisk tolikšen, da je bila ustanovljena posebna komisija? Vaša ocena? Ja, mislim, da tokrat je bil odziv različnih slovenskih državnikov in politikov hiter in ustrezen. No, nekateri so celo menili, da ne najbolj morda diplomatski ali takten, ampak na vsak način učinkovit. Ali je to bilo odločilno za reagiranje, kakršnokoli že je na avstrijski strani, to boste bolj presojali sami na Koroškem. Na vsak način pa smo to registrirali in je javnost to tudi registrirala. Prav gotovo škodilo ni. Jaz bi morda, kljub vsemu, ker sem že zgodovinar, pa ko se prvič javljam k besedi na to temo Peršmanovega muzeja, se nekako pohvalil ali spomnil, da sem sodeloval pri postavitvi vsaj malo prve razstave o Peršmanovem muzeju, da sem bil avtor gesla o Peršmanovem muzeju v Enciklopediji Slovenije leta 1994, ja, da sem se več kot udeležil spominskih pohodov po Lobniku, ki se zaključijo pri Peršmanu. Bolj redko sem bil pa na tistih masovnih srečanjih, kjer so se avstrijski in slovenski politiki pojavili tudi s svojimi govori, večinoma res v podporo spominjanju na protifašistični boj koroških Slovencev, ampak včasih tudi še za aktualizacijo ne samo o oživljanju in potrebi protifašizma danes, ampak še na kakšne druge aktualne teme. Lahko še povem, da sem bil skupaj z ženo pred tednom, 10 dnevi na razpravi v Koroškem muzeju. Kolegica Sara Pan bo o tem lahko več kaj povedala in ta razprava je bila vsekakor zelo burna, polemična, ampak bila sva edina, mislim, da edina iz Ljubljane ali pa celo iz Republike Slovenije, ki so se v tej polni dvorani in napeti atmosferi udeležila, s tem, da smo ugotavljali pa skupaj, da taka stališča in sploh ta tema v Koroškem deželnem muzeju pred 20 leti bi bila absolutno nemogoča. Teme so bile pa tudi take, ki so z menoj pa z našim klubom pa inštitutom mojim nekdanjim, da zelo povezane. Začel se je kar z dr. Angelo Piskarnik in vprašanjem, zakaj nima ulice v Celovcu, protifašistka Ravensbrücku zaprta, ampak ima po Celovcu spominsko ploščo na Uršulinski šoli skupaj z Ingeborg Bachmann. Tema je bila potem seveda Peršman in nesorazmernost te akcije in kraja in vse skupaj. In seveda se je potegnilo tudi razprava v vprašanje primernosti, neprimernosti, popolnosti, nepopolnosti, alternative spomeniku odvlečenim tem Verschlepte iz maja 1945, ki vsekakor bremeni odnose med obima narodoma na Koroškem, pa tudi med obima državama. Toliko morda zdaj v začetku. Bi dodal, opozoril tudi na objavo zgodovinarja Valentina Sime, ki se ozira prav na omenjeno diskusijo, kako je potekala, kako jo je sam doživel ob najrazličnejših omizjih po dogodku pri Peršmanu, nazadnje pa tudi v parlamentu na Dunaju je prodrl v središče pojem antifašistični konsens. O pomenu tega je
govoril pogovor za slovenski spored odvetnik Rudi Volk in poudarila ga je tudi poslanka Zelenih Olga Foglava. Krogi, ki tudi prej niso bili naklonjeni dejavnosti muzeja pri Peršmanu, skušajo poriniti aktiviste v kot levičarskih skrajnežev in spomnil, da je imela Slovenska kulturno-gospodarska zveza nedavno srečanje s predstavniki Zveze koroških partizanov. Dogodek je potrdil, so zapisali, da je antifašizem živa vrednota, ki presega meje in povezuje skupnosti v skupni skrbi za spomin in demokratično prihodnost, konec navedka. Zato v Tržaškem studiu sprašujem profesorico in raziskovalko lokalne zgodovine Marto Ivašič, ki včasih govori na partizanskih proslavah ali kdaj tudi predava, če so takšne tendence prepoznavne tudi v Italiji. Ja, mislim, da lahko rečemo tako, da posamezni dogodki so različni, ampak smisel, temelj, tudi to, kot se reče, kam plovemo, se mi zdijo, če ne isti, pa zelo podobni. Mislim, da je tu splet različnega. Na eni strani se marsikje, tudi v Italiji, še bolj morda, uveljavlja desnica, tudi tista desnica, za katero smo mislili, da ne bo prišla do vladnih položajev. In tako se zdi, kot da meri, do kam lahko pride, kam lahko njena dejanja sežejo. Drugo se mi zdi, da je marsikdaj tudi kot neko obračunavanje za nazaj, za poraz, ki so ga doživeli fašisti v Italiji že julija in septembra 1943, potem seveda spomladi 1945 in potem, kako so se stvari po vojni v Italiji odvijale, ko je Italija dobila med letom 1947 in 1948 zelo prepoznavno ustavo, ki ima v svojem temelju tudi antifašizem. Po drugi strani se mi pa zdi, da včasih ti dogodki skušajo tudi enostavno odvračati pozornost od drugih temeljnih dogajanj, od tega, da se v gospodarstvu in socialno uveljavlja nek red, pa ne samo pri nas, ki potiska vse več ljudi v podrejenost, v izkoriščanje, kot se je enkrat reklo, ali pa tudi na obrobje. Mislim, da je en tak splet dogajanj, ki je včasih tudi težko berljiv. Ja. Usmerjanje pozornosti od realnih dogodkov. Ne mislim, da niso realni. Seveda so realni. Nevarnost ponovnega vzpona fašizma mislim, da je realna. Služijo pa te morda tudi temu, da se potem malo zakrije drugo. Konec koncev tudi vzpon fašizma po prvi svetovni vojni je imel kaj opraviti z poskusi uničiti delavsko gibanje, pri nas uničiti slovensko in hrvaško narodno skupnost. Torej, mislim, da ne gre za to, da bi realno zakrivali. Oboje je realno, žal. S tem pojmom ali izrazom smislu predvsem, kako je potekala razprava v avstrijskem parlamentu, v državnem zboru o pojmu antifašizma, namreč ko so poskušali dejansko vse, ki so kakorkoli izrazili naklonjenost ali razumevanje za odmeve na policijsko racijo pri Peršmanu iz stranke svobodnjakov enačiti z levičarskimi skrajneži in je poslanec svobodnjaške stranke, ki je nekako to diskusijo usmeril tja, bil deležen splošnega neodobravanja vseh ostalih poslanskih skupin. To bi rad dodal na tem mestu. Bi se pa zdaj vrnil k prizorišču, k Peršmanu. Prva preložitev objave poročila komisije na poznejši čas, konec meseca septembra, je odmevala in predsednik društva Peršman Markus Gönica je izrazil slutno, da je še zdaleč dejansko do razkritja ozadij in podpredsednica Eva Hartmann, danes gostja v studiu, se je pridružila z oceno, da še je veliko stvari nerazjasnenih. Eva Hartmann, soglašala sta, če komisija za delo potrebuje nadaljnja 2 tedna, da izoblikuje stališča, je tudi prav. Kaj pa pravite danes?
Ja, vsekakor, mislim, je iz našega vidika še vedno seveda v redu, če potrebujejo več časa, da se stvari do zadnjega razčistijo. Aktualno smo zdaj v fazi pričakovanja tega poročila, naslednji teden ne bi bilo tako daleč, tako da smo res zelo radovedni, kaj nas pričakuje, saj sami seveda tudi še niti ne vemo, kaj piše v tem poročilu. Moram pa povedati, da je seveda do danes, 3 mesece kasneje, 3 mesece po tem policijskem posegu, je še vedno zelo veliko nejasnih stvari. In naše veliko upanje je res, da bo to poročilo potem prineslo luč v temo in da bo res potem razjasnilo, kako sploh je lahko prišlo do tega posega. Vse, kar se je zgodilo 2 dni in 3 mesece potem, ko je minilo 80 let pokola članov družin Sadovnik in Kogoj, 25. aprila leta 1945 pri Peršmanu, in to dejstvo je treba imeti v misli, če govorimo o tem, da imajo vpleteni v racijo na antifašističnem taboru traumatičen odnos do dogodkov. Ja, seveda moramo biti zelo previdni s temi analogijami, s temi primerjavami, ampak vseeno nastane ena slika, ki na vsak način nas je zelo prizadela. Sama nisem bila prisotna pri raciji oziroma na taboru, ampak ko sem potem videla te posnetke, ko policaj z roko na puški stoji pred sliko umorjenih članic in članov družin Sadovnik in Kogoj, so me res pretekle solze, moram reči, ker enostavno ta slika je bila tako grozna, tako močna, da v bistvu v tem momentu, sem bila totalno pod šokom in ne morem si predstavljati, kako je šlo tem mladim, ki so bili tam na licu mesta in ki so res to silo, to agresijo policije doživeli na lastni koži. In seveda, mislim, zdaj govorimo, oziroma mladi so tudi izrazili to doživljanje kot neko retraumatizacijo in je potem tudi društvo Aspis, ki ponuja pomoč traumatiziranim ljudem, ponudilo tudi psihološko pomoč, kar po mojem je bilo zelo nujno potrebno v tem primeru, da se stvar res do neke mere tudi obdela. In je pa tudi tako, da ne samo tisti, ki so bili na licu mesta, ampak tudi starejši ljudi, naprimer iz vrst narodne skupnosti, so nas poklicali, potem tudi v dneh po raciji se jokali na telefonu in so nas spraševali, a se zdaj spet začne. Se pravi, ta incident se je res neke vrste sprožil en tak val ogorčenja po eni strani in neverjeten val pretresenosti. To vse priklicuje spomin tudi pričevanja o nasilnem pregonu leta 1942 in pozneje, ko so osebe poznejših letih svojega tudi poklicnega in družinskega življenja onemele. Spomnim se takšnih zapisov, zgolj če se je pojavila kakšna uniforma varnostnika, policaja, žandarja, in s takšnimi dogodki nekako pride v spomin spet tudi podobne asociacije. Ja, prav tako je bilo, pravzaprav jaz sem imela pogovore z raznimi ljudmi, predvsem starejše generacije, ki so potem v sklopu tega pogovora potem res obujali spomine, kako je bilo v 70-ih letih, kako je bilo seveda tudi v prejšnjih letih, desetletjih, mislim, s pričami časa, seveda tudi ob naši proslavi Zveze slovenskih pregnank in pregnancev smo govorili, ki so prav tako izrazili to skrb, a se zdaj spet začne. To je nekaj v bistvu, kar ne smemo podcenjevati. Kratko smo že slišali gostjo v tržaškem studiu Marto Ivašič. Vračam se iz Celovca v Trst. Na tem mestu za trenutek odvrnimo pozornost od muzeja Peršman, osrednjega kraja spomina za koroške Slovenke in Slovence, ki ima med tem mednarodni značaj, tu pa nazadnje zaradi številnih izobraževalnih dejavnosti za mladino in izobraževalne ustanove. Gospa Marta Ivašič, medtem upokojena gimnazijska profesorica na Slovenskem državnem liceju Franceta Prešerna v Trstu, ste skoraj 40 let poučevali zgodovino in filozofijo. Krajevna zgodovina vas od nekdaj zanima, priteguje vašo pozornost, ste mi povedali. Najbolj vam ustreza dobri stari izraz domoznanstvo, raziskovanje, proučevanje ožje domovine, ste povedali.
Ja, najprej bi rada povedala, da se v besedah, ki smo jih poslušali o Peršmanovi domačiji, o tem napadu, da se zelo prepoznavamo, ker občutimo podobnosti, tudi če posamezni dogodki, kot rečeno, so lahko različni, ampak čutimo isto. Recimo, ko se zgodi pri nas enostavno kakšna prepoved uporabe slovenščine v javnosti, ko kdo skuša slovenščino izriniti iz javnega prostora, mi takoj občutimo, da gre za nekaj, kar je, če ne enako, vsaj zelo podobno fašizmu. Torej, ta posebna občutljivost pri nas ostaja vedno, ne? In zdaj domoznanstvo mi je kot pristop k stvarem zelo blizu, ker združuje različne vede, različne metode, različne prispevke, nenazadnje tudi spomin, občutja. Torej, mi je domoznanstvo kot sicer nekoliko skoraj da zastarel pojem zelo blizu, bolj kot samo zgodovinopisje. Morda zaradi tega, ker je pri nas na gimnazijah kombinacija zgodovina in filozofija, pa sama sem tudi v resnici diplomirala iz filozofije. Tako da mi je domoznanstvo blizu, kjer ta dom je lahko včasih zelo ozek kraj, recimo ena tržaška mestna četrt. Pred leti so me domačini v četrti, ki nosi ime Sveta Marija Magdalena Zgornja, ker imamo potem še seveda Sveto Marijo Magdaleno Spodnjo. No in ti iz Magdalene Zgornje so me prosili, če bi pristopila. Oni se zavzemajo za to, da bi enostavno to mestno četrt na obrobju mesta oživili. Spoznavanje zgodovine je pa zmeraj dobrodošlo in tako sem zraven. Lahko so pa tudi večje pobude. V Trstu je tako, da recimo so v zadnjih letih nastale table ali totemi, jim rečemo, ne, ko posameznik kraj nudi mimoidočemu opis pomena tistega kraja, in moram reči, da recimo pobuda tržaške občine Trieste Metro prinaša prav te predstavitve v 4 jezikih. Kratke, ampak dobro ciljane predstavitve posameznih krajev, ulic, naslovov, stavb, osebnosti. 4jezično, italijansko, angleško, nemško in slovensko. Potem je tudi tržaška pokrajina, svoj čas, ko je še obstajala, tudi podobne table, ki so vodili od morja na Kras, postavlja. So pa kakšni poskusi popolnoma neuspešni, recimo, da bi postavili tablo na rojstno hišo Žige Zoisa, na Zoisovo palačo. To se še ni premaknilo, isto tako za palačo škofa Petra Bonoma, kjer je Trubar preživel kar nekaj časa. So nekatere točke, ki se pač ne premaknejo, mogoče se pa vendar bojo. Ne? Poznate na Tržaškem tudi primere, da so ulice, ceste poimenovane po spornih, zloglasnih osebnostih, v primeru Celovca, in ne samo tu, se krešejo mnenja, naj takšne ulice ali ceste preimenujejo ali najbolj z razlago osvežijo spomin, za kakšne ljudi gre, kajti takšen je bil en argument, če vzamemo tisti ulici ime, tudi če je poimenovana recimo po zloglasnem zdravniku iz obdobja nacizma, potem bo ta enkrat za vselej utonil v pozabi. Če pa dodamo tablo z opisom, potem se bodo ljudje zavedali, po kom so poimenovali cesto, ulico. Poznate takšne primere? Ja, po celi Italiji včasih tudi v teh dneh tečejo poskusi, da bi poimenovali kakšno ulico, trg po kom. Recimo v Italiji se pojavljajo pobude, da bi poimenovali po voditelju, po vojnem voditelju tiste stranke, ki je bila dejansko naslednik fašistične stranke pred vojno in med vojno, to je Giorgio Almirante. Je kar nekaj teh poskusov, včasih uspešni, včasih ne. V Trstu zaenkrat tega ni, so pa v Trstu recimo pred nekaj leti poimenovali mestni zapor, ki ga mi poznamo z imenom Coroneo, in že ta beseda
vzbudi v nas spomin seveda na vse zaprte antifašiste pred vojno in med vojno. Mori je vodil zapor tudi med nemško okupacijo in njemu so pred nekaj leti pač ta zapor posvetili, prej pač ni bil poimenovan po nobeni osebnosti. To je vzbudilo precej reakcije, ampak zaenkrat ostaja. Drugače pa treba reči, da so v Trstu, kar zadeva toponomastiko, je predvsem že od po prvi svetovni vojni, deloma se je pa začelo že prej, poimenovanje po osebnostih, ki na kakšen način opozarjajo na to, da je Trst odvedno del italijanskega prostora in torej, da ima vedno neke irredentistične italijanske pomene in torej ta poimenovanja so večkrat taka, grejo od starega Rima preko 19. stoletja v kasnejši čas. Od prav fašističnih v Trstu mi ostaja prav to poimenovanje zapora, kar je bilo, no, če pa povemo, ker je zgodovina vedno taka, da se tudi poigrava z nami. Tržaški zapor Coroneo nosi ime po Coloneumu, ki je zavod jezuitski, ki ga je v Trstu ustanovil Tomaž Hren v 17. stoletju, seveda. Tako da, komaj pogledaš, kaj se ti odpirajo vse mogoče strani, kar je recimo pri pouku zgodovine zelo fajn, ker lahko različna besedila, različne momente postaviš skupaj in vabiš k razmisleku. Težje je, ko gre za politično odločanje, ker tam ne moreš različno, tam se moraš pač odločiti, ne? Torej, ko kolegica Ivašič govori o zgodovini, pa tudi o šoli, se seveda spomnim, da v osrednji Sloveniji od teh zgodovinskih dejstev ali pa sprevračanja zgodovinskih dejstev ali pa nepoznavanja zgodovinskih dejstev na Tržaškem sta znana zlasti primera Bazovice, a ne tistega fojbe ali šahta in spomenika večkrat oskrunjenega bazoviškim junakom. Sploh ne govorimo več o strelišču na občinah, kjer so bili tudi protifašisti ustreljeni in je to nemogoče urediti in označiti. Na drugi strani pa ob lokalnem označevanju sem pa zasledil na srečo, da seveda na pobudo domačinov so v Barkovljah vse te vaške ulice in lokacije označili starimi slovenskimi napisi. To je pozitivno. Huda težava pa je, da v slovenski osrednji medijski prostor, pa deloma potem še politični, če hočemo, je težko prodreti s tem, da pove se, da je regata največja na svetu doma v Barkovljah in da je zato čisto upravičeno, da se poleg Barkolane imenuje tudi Barkovljanka, tako kot so domačinke tam. Tako, gospod profesor Janez Strgar in pa gospa Marta Ivašič v Tržaškem studiu, oba sta spomnila tudi na šolske programe. Hotel sem namreč vprašati s pogledom na prizadevanja šolskih izobraževalnih ustanov v Italiji, ali dejansko učbeniki še vedno zelo površno obravnavajo, če že ne prikrivajo obdobje fašizma. Na kratko ste v tem sklopu že omenili, gospa Marta Ivašič, bi jaz na tem mestu namreč tudi spomnil prav o povezavi z razpravo, ki se je vnela po policijski raciji pri Piršmanu, je nazadnje tudi na zborovanju ali seji foruma za dialog, kako se imenuje ta gremij, bilo izrečeno tudi, kako potrebno bi bilo slovensko-koroško zgodovino bolj upoštevati tudi v šolskih programih. Kako z tega vidika v Italiji, gospa Marta Ivašič? Ja, v Italiji treba povedati, da so vsaj v nekoliko prejšnjem obdobju bili na voljo učiteljem zelo različni učbeniki in tudi na tej točki različni, čeprav je nekoliko prevladovalo to pojmovanje, da je fašizem vendar ni bil nekaj tako hudega. Tako da so v ozadje potiskali recimo napad na Jugoslavijo in okupacijo Jugoslavije, ampak še prej tudi vso kolonialno politiko Italije,
ki se pa ni začela s fašizmom, ki se je začela že prej, in mogoče je problem prav v tem, da obstaja neka kontinuiteta, kot rečemo, med obdobjem v Italiji, kar zadeva nastanka kraljevine Italije, zedinjene Italije in potem fašizma in potem povojnega obdobja. Kljub temu, da so tu pomembne prelomnice, so tudi kontinuitete in mogoče je tu razlog, zakaj se stvari ne premaknejo, bolj kot v samem šolskem pouku, kjer je treba reči, da je v Italiji poleg vsega tudi dana učitelju res veliko proste roke, da se lahko odloča kaj kako. Drugo je pa to, kar se uveljavlja v javnem mnenju, kar gre skozi medije, kar politične oblasti spodbujajo, in tukaj je treba reči, da je bila v Italiji v zadnjih nekaj desetletjih ta zelo vplivna, zelo odmevna in težka kampanja, ki zadeva prav tako imenovane fojbe, torej povojne poboje v Trstu, na Goriškem. In čeprav je teh pobojev bilo veliko tudi v celi severni Italiji, v drugih krajih, se tisti malo postavljajo v ozadje in po celi Italiji, ko sem šla, tega je že kar nekaj let, na kakšen seminar, čim so zvedli, da sem iz Trsta, so me spraševali o fojbah. In to tudi učitelji, ki bi rekli, da so levo usmerjeni ali vsekakor antifašisti. Tako da je tista kampanja bila in je še tako težka, tako odmevna, da težko prideš skozi. Ne da bi letele kar na te obtožbe, da spadaš pač k tistemu, ne glede na to, kako je dejansko potem stvar bila takrat in kako je danes. Tako da bolj kot sama šola se mi zdi, da gre bolj za to ustvarjanje javnega mnenja preko vladnih pobud in preko medijev. Ja. To me pa neposredno privede do naše naslednje sobesednice Sare Pan. Dežela Koroška je namreč letošnje leto razglasila za leto spominjanja 2025, 8. maja. Deželnem muzeju v Celovcu odprla razstavo Hinšaum, poglejmo. Ogledati si razstavo mogoče še do avstrijskega nacionalnega praznika 26. oktobra in kritično obravnava obdobje nacizma na Koroškem. Sara Pan za Deželni muzej Celovec v slovenskem jeziku vodi po razstavi Hinšaum, poglejmo. S kakšnim dosedanjim odmevom, gospa Sara Pan? Ja, dovolite mi, da najprej pojasnim vsebino razstave in jo tudi umestim v naš prostor in čas za poslušalce, ki koroške stvarnosti ne poznajo tako dobro. V letu spominjanja smo v Koroškem muzeju v Celovcu pripravili vrsto različnih prireditev in dogodkov, od predstavitve knjig, strokovnih ekskurzij, razprav o aktualnih domačih perečih, pa tudi tujih temah, do filmskega festivala spominjanja in tudi do dvodnevnega simpozija, ki bo sledil še za zaključek tega leta spominjanja, pa tudi naše razstave Hinšaum, poglejmo. Prav zdaj si v muzeju lahko ogledate tudi razstavo Partizanke art, ki prikazuje lepote umetnosti in ženskega odpora v nekdanji Jugoslaviji in tudi pri nas na Koroškem. In ko govorimo o razstavah v letu spominjanja, smo gostili v muzeju tudi dve manjši, prav tako pomembni gostujoči, potujoči razstavi, na kateri strani si fotografski portreti ljudi, ki so rešili Jude pred holokaustom, in pa tudi Hitlerjevo eksekutivo z dopolnitvijo in razširitvijo vezano za našo zvezdno deželo. Če samo en stavek dodam k tej razstavi o nacistični policiji, že v tistem sklopu smo se srečali tudi denimo z Jelko, znamenito pričevalko, ki je tesno povezana tudi s Peršmanom, in že na tisti razstavi je bila tudi podoba Peršmanove požgane domačije. Helena Kuhar-Jelka, tako je bila prikazana njena zgodba in delovanje v odporniškem gibanju že na razstavi Hitlerjeva eksekutiva. Prav tako jo vidimo na razstavi Hinšaum, poglejmo.
Njena hči je bila tudi na otvoritvi razstave Partizanke. In če se vrnem zdaj na razstavo Hinschauen, poglejmo, gre za zelo obsežno, kompleksno razstavo, na kateri je prikazan tudi oziroma usoda, tragedija na Peršmanovi domačiji v koncu druge svetovne vojne. Omenila bi, da v Koroškem muzeju v Celovcu je razstavo Hinschauen, poglejmo, pripravil znanstveni sodelavec muzeja, zgodovinar, profesor na univerzah v Innsbrucku in na Dunaju, dr. Peter Pirker, Zino Sattleger in Andijem Krištofom iz sekcion A. Nagovarja pa občinstvo, kot rečeno, razstava z različnimi tematikami, ki v zgodovinski naraciji naše dežele in tudi države niso dobile ustrezne, kritične in celostne obravnave, zato pa tudi ne mesta, ki jim še kako pripada v naši kulturi spominjanja. Namreč v nemščini beseda Hinschauen pomenljivo vabi, da pogledamo tja, točno tja, kjer je bilo predolgo časa javnosti skritega, kar je bilo prikrito, in tudi, da se soočimo s potlačenimi, prezrtimi, pa tudi splošno znanimi dejstvi koroške zgodovine. In zgodovinska naracija naše dežele, pa tudi države v Avstriji, se v zadnjih letih pa desetletjih le postopoma premika iz tiste vloge žrtve nacizma do soočanja z lastno vpletenostjo in odgovornostjo v nacističnem režimu v drugi svetovni vojni. Zato si lahko na razstavi Hinschauen, poglejmo, ogledate Koroško v obdobju nacionalsocializma, govorimo o vpletenosti Koroške in njenih vodilnih funkcionarjev v nacistično ideologijo, o zagrešenih, izvršenih zločinih na tujem in doma, na Norveškem, v Italiji, v Franciji in, kot rečeno, pri nas. Govorimo o sistematičnem iztrebljanju Judov in o koncentracijskih taboriščih Treblinka, Sobibor, Bevžec. Govorimo o izseljenih koroških Slovencih, o tem, kdo je zgradil predor na Ljubelju. Govorimo tudi, kot sem že prej omenila, o Peršmanovi domačiji in o odporniškem gibanju oziroma partizanih na Koroškem. Skratka, zdaj, ko sem na hitro naštela tematike, ki niso na Koroškem dobile ustreznega mesta in tudi obravnave, končno v muzeju, sem vam že nekako mogoče tudi nakazala, kako je sprejeta razstava. Številke obiska pričajo okoli 20,000 obiskovalk in obiskovalcev, to je zelo zgovoren podatek, je pa zanimanja veliko in prav je tako. Po drugi strani pa slovensko govoreči obiskovalci razstave sprejemajo razstavo drugače kot nemško govoreči. Če le ponazorim hvaležnost z večkrat slišanim navodstvih, nikoli si nisem mislila oziroma mislil, da bom kaj takega sploh dočakal, doživel. Medtem ko med nemško govorečimi obiskovalci je predvsem zapaziti, da pravijo, rečejo, ja, nismo vedeli, niso nam povedali. Dobro, da se zdaj o tem na Koroškem govori, končno, da se govori. Sicer pa je, bom rekla, še vedno določen del naše javnosti sicer razstavo sprejela pozitivno, del našega prebivalstva na Koroškem ali pa tudi širše pa nad razstavo negoduje, jim ni povsem povšeči in se tudi z njo ne more strinjati. Navsezadnje smo tudi v deželi, ki ni opravila denacifikacije temeljito in je njen zgodovinski narativ temu tudi ustrezen. In nenazadnje je do temeljite večletne prenove, ki se je zaključila v letu 2022, muzej, naj še to omenim poslušalkam in poslušalcem, Koroški muzej v Celovcu imel za slovensko govoreče prebivalce, slovensko narodno skupnost na Koroškem, svoja vrata zaprta, če ne zaklenjena. Z Deželnim muzejem v Celovcu neposredno povezano je tudi nadaljnje dejanje. Omenili ste zgodovinarja Petra Pirkerja. On in zgodovinarka Lisa Retl sta avtora medtem dopolnjene monografije o zloglasnem nacističnem zdravniku Ramsauerju, ki je bil na kraju podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen na Ljubelu. Tudi o tem dosledimo znamenja na severni avstrijski strani predora Ljubelj. Na tem mestu
So namreč 7. oktobra letos predstavniki Deželnega muzeja in Dežele Koroške predstavili začetek gradnje sodobnega muzejskega paviljona in dejansko je to pomembno dejanje od leta 1995 naprej, odkar si profesor Peter Štetna z predstavniki odbora Mauthausen komitej Kärnten Koroška prizadeva da dostojen kraj spomina. Medtem se res stvari premikajo tudi na Ljubelju. Premikajo se tudi na Ljubelju. Morda najprej odgovorim na to, da je potrebno osvetliti razloge za postavitev muzejskega paviljona, pa se potem mogoče še navežem na vlogo muzeja tudi v prihodnosti in vidne slovenščine v njemu. Namreč koncentracijsko delovno taborišče Ljubelj Sever, Leubl Nord, je bil ena izmed 40 podružnic zloglasnega koncentracijskega taborišča Mauthausen, v katerem je prisilno delo upravljalo med leti 1938-1945 190 tisoč ljudi in 90 tisoč ljudi, moških, je izgubilo življenje. In da bi si nacisti skrajšali prometne poti čez prelaz Ljubelj, so v letu 1941, pravzaprav predvsem pa v letu 1943 potem začeli graditi tunel. Tako so na prelaz pripeljali vojne ujetnike iz Francije, Poljske, Rusije, Slovenije, Hrvaške in predor so zgradili v pičle pol leta. V nemogočih delovnih razmerah, podhranjeni, shirani, izpostavljeni hudemu trpljenju, pomanjkanju in v nasilju gradili predor. In na vprašanje, a smo se na Koroškem tega kot drugih tematik, ki sem jih prej nanizala, spominjali. Seveda ne. Ta del naše preteklosti je ostal kot večina druge potlačen, neizrečen, neobravnavan, nezadostno obdelan in na severni strani Ljubelja smo se vojnih ujetnikov, kot rečeno, pričeli spominjati zelo pozno s profesorjem Štetnerjem, pa tudi na pobudo SPD Borovlje, šele v začetku novega tisočletja. In potem je univerza s profesorjem Štetnerjem prevzela spominske komemoracije, da se na njih poklonimo ljudem, ki so garali in umirali za izgradnjo prometne infrastrukture, ki jo pravzaprav danes vsi uporabljamo. Je mogoče danes že kaj povedati z vsebinskega stališča o novo nastajajočem muzejskem paviljonu na Ljubelju? Pobuda, da se na arealu nekdanjega koncentracijskega delovnega taborišča Ljubelj uredi primeren prostor, kjer se bo mogoče dostojno spominjati teh žrtev, pa tudi časa in režima, ki je sejal grozote na obeh straneh Karavank oziroma Ljubelja, ni včerajšnja. Muzej v letošnjem letu je pridobil zadostna finančna sredstva za izgradnjo muzejskega paviljona na območju, kjer je stala stavba mejne policijske uprave in kjer pravzaprav ničesar ne spominja razen table na nekdanji lager. No, in na tem mestu bo postavljen muzejski paviljon, ki bo dostopen brezplačno vsem vse dni v letu. Gre za eno izmed poglavitnih prizadevanj direktorja Wolfganga Muhiča, da se to dostojno uredi. In na muzeju bodo organizirana vodstva, tako kot smo jih pripravili že zdaj v sklopu razstave Hinschauen. Poglejmo, tudi Mauthausen komitej Kärnten Koroška bo pripravil šolanja in delavnice za dijake in dijakinje. Sama pa se bom seveda z velikim veseljem in pridružila pri vodstvih v slovenskem jeziku in upam, da je razstava Hinschauen, poglejmo, le odskočna deska še za številne druge razstave in dogodke, prireditve, ki bomo organizirali, pripravili v muzeju tudi v naslednjih letih. Povabilo poslušalkam, poslušalcem tudi v Republiki Sloveniji in pa pri naših primorskih rojakih, da si še do 26. oktobra ogledajo to razstavo v Deželnem muzeju v Celovcu s slovenskim vodenjem. Mogoče skleniva ta pogled, gospa Sara Pan, s tem, da pričakujete tudi vodenje predstavnikov z Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Drži, veselim se, da prihajajo ogromno obiskovalk in obiskovalcev iz Ljubljane, med njimi tudi z Inštituta za narodnostna vprašanja. Janez Strgar, veselim se najinega ponovnega srečanja. Želim pa si, da tudi poslušalci, ki so zdaj prav to našo oddajo poslušali, da uvrstijo obisk avstrijske Koroške in tudi muzeja v Celovcu, Koroškega muzeja v Celovcu na seznam izletov, ki jih pripravljajo v prihodnosti oziroma načrtujejo v prihodnjem.
Seveda pričakovanja povezana s pojasnili glede racije pri Peršmanu in razstava Hišom poglejmo sta tako zelo v ospredju, da je nekako ostal ta Koroški oktober zapisan pod narekovaji 105 let, po plebiscitu leta 1920 skoraj da neopazen in uradna deželna proslava pa je bila povezujoča in profesor zgodovine Janez Strgar ste kot predsednik kluba koroških Slovencev so podpisnik izjave objavljene o priložnosti spominske slovesnosti za vse padle v mejnih bojih 1918 do 1919 v Velikovcu. Ja, če smem pa samo še k Sadinim izvajanjem opozoriti poslušalce, da razstava o taborišču na Ljubelju je na naši slovenski strani kar nekaj časa po zaslugi Tržiškega muzeja lepo dostopna v tisti nekdanji vojašnici na naši strani, blizu tistega spomenika tudi. In še nekaj, ko je omenjala, da pri razstavi v Celovcu in pri razpravi v muzeju, da so bili omenjeni tudi zločini Korošcev, koroških nacistov, ko je rekla od Norveške, tudi pri nas pomeni tudi v srednji Sloveniji in na Primorskem. Tu so imena Gauleitra Reintnerja, Odila Globočnika, proslulega, pa na koncu tudi Franca Koširja, ki je bil direktor medvojno učiteljišča v Kranju. V Ljubljani je vodil potem za Jadransko primorje celotno nemško ali germanizacijsko šolstvo. Po drugi vojni je bil pa direktor Celovškega muzeja in je vodil plebiscitne proslave. In še ena stvar, v tisti razpravi je bilo omenjeno, da je poleg muzeja tudi arhiv koroški, kar je novo, naredil nekaj tematskih razstav, zbral veliko gradiva o času nacizma in nasploh tudi o plebiscitu in o denacionalizaciji koroških Slovencev, da pa tudi od teh, ki se javljajo z pozivi za oživljanje oziroma ohranjanje antifašizma, ljudje pa tudi raziskovalci slovensko ne znajo, tega gradiva ne znajo uporabljati. Zdaj pa k temu polaganju vencev oziroma spominjanju na vse padle nemške in slovenske, pa celo nekaj Srbov v času boja za, bi rekel, slovensko severno mejo 1819. Nekaj nad 400 imen smo pred leti skupaj postavili na plošči na Velikovškem mestnem pokopališču in to letno spominjanje ohranjamo. Tu lahko pripomnim, da iz avstrijske strani, ker je morda torej optimistično na vsak način, tudi letos je prišel že novi predsednik deželnega zbora in se udeležujejo tega spominjanja, pravim, padlih v veri v svojo domovino, ker politiki niso v dialogu našli rešitve mejnega spora. Tako da je to ena od teh oblik kulture spominjanja, ki je optimistična in ki se razvija in ki je neprimerljiva s tistim, kar se je pred desetletjem ali dvema še lahko pričakovalo. No, še to bom rekel, da to našo kulturo spominjanja gojimo od plebiscitnih časov do seveda Peršmana. Pa gre še naprej, moj inštitutski direktor je posnel fotografije kot koroški partizan. Preživel pri Arihovi peči, je posnel te fotografije pokola pri Peršmanu, ampak 14 dni pozneje je pa v Pliberku uspel rešiti saj en kamion izpričano tistih, ki so jih pa partizanske sile ali pa jugoslovanska armada odvlekle. 100 približno so jih in pobile na naši strani, žal, ampak to sodi tudi v kulturo spominjanja, da se tudi, bi rekel, stranskih poti je milo rečeno, teh krutih vojnih časov spominjamo v cilju pomiritve
in skupne mirne bodočnosti. Mir je pa danes v Evropi ogrožen in v svetu. Hvala, gospod Janez Strgar, profesor zgodovine, upokojeni strokovni svetnik Inštituta za narodnostno vprašanje v Ljubljani ter predsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani za ta zaključna razmišljanja. Res smo kratko pred iztekom oddajnega časa. Kultura spominjanja z nesorazmernim nasilnim posegom na antifašističnem taboru pri Peršmanu konec meseca julija je bila v žarišču tokratne skupne oddaje. Na koncu smo odprli nova poglavja, o katerih bi lahko, mislim, razmišljali še za naslednjo oddajo. Čas mi narekuje, da se poslovim. Hvala za sodelovanje. V studiu Radia Trst A je bila gostja profesorica, raziskovalka lokalne zgodovine Marta Ivašič. Profesora Janeza Strgarja sem že omenil, celovcu pa sta bili gosti sobesednici, predsednica društva Peršman Eva Hartmann, zaposlena na Inštitutu za humanistične vede in kulturno izobraževanje na Pedagoški visoki šoli, ter Sara Pan, ki v slovenskem jeziku vodi skozi razstavo Hinšaum Poglejmo ter opravlja različna dela v Deželnem muzeju. Predlagam, da sprejmete njeno ponudbo in pobudo in resnično pridete svojci, prijatelji v Deželni muzej Celovec in ogledate to razstavo, dokler je še mogoče. Na koncu smo se ustavili torej še v Velikovcu, zakaj je povedal Janez Strgar, profesor zgodovine. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, skupni oddaji v sodelovanju programa Ars Radia Slovenije, Radia Trst A in slovenskega sporeda smo torej na koncu. Za nemoten tehnični potek je skrbel tonski mojster Bernhard Engel. Miha Pasterk pa želim še lep dan. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.